Ena ideja, o kateri mislim, da bi zdaj bilo zanimivo razmišljati, je, jaz mislim, da je težje, mi se trenutno ukvarjamo s tem, kako imeti tisoče učiteljev in profesorjev v Sloveniji, čim bolj kvalitetnih, ker na koncu lahko ti narediš dober sistem, ampak če učitelj oziroma profesor, ki je tisti, ki izvaja to, ni na nivoju, bo to failalo. Jaz mislim, da zanimiva ideja bi bila se ne ukvarjati, kako imeti tisoče dobrih učiteljev in profesorjev, ampak kako narediti 100 vrhunskih in potem skalati njihovo znanje na vse učence. Jaz, če bi trenutno to imel v vajti, bi iskal to rešitev, kako lahko naredim, mogoče celo 50 vrhunskih učiteljev in profesorjev in potem njih, in ker zdaj v tehnologiji se da skalati njihovo znanje. Ja. Kako se jih lahko posname, kako lahko oni zdaj naučijo našo novo generacijo. Ja. Pa rabiš samo še full asistentov, da v bistvu to izvaja. In predavanja imaš pa najboljše. Ne? Recimo, ne? Ja. Predavanja imaš posneta in tisto, ki je core zdaj učnega procesa, imaš best of the best. Ne? Mogoče celo best of the best na svetu. A ne, če bi se neka iniciativa OZN naredila, gremo najboljše učitele za fiziko, za matematiko, potem pa bi sinhronizacijo delali zelo dobro. In bi v bistvu to bil nek projekt za cel svet. Ne? In v bistvu z nič stroški, valjda veliko začetno investicijo, bi ti zelo izboljšal kvaliteto učnega procesa povsod, naenkrat. Ne? In to bi bilo zelo zanimivo in ne vem, ti si se s tem itak ful ukvarjal. Zanimiv je, koliko šolski sistem pa zdravstveni sistem, koliko zaostaja za, ne vem, device, ki imamo v žepu. Ne? Ja, se to je v bistvu po eni strani, kar rečeš, zanimivo je. Ne, ampak sej market, a veš, trg, odloči, kaj je bolj privlačno. To dostikrat rečejo, zakaj gre toliko sposobnih ljudi, pa zelo pametnih ljudi, danes v podjetja, kjer potem tvikajo oziroma tako razmišljajo o tem, kako bo nekdo boljš kliknil na oglas, pa kako bo boljš deloval oglaševalski stroj. Ja, ampak žal smo v taki situaciji, da so to danes najbolj plačane službe. Ne? Ja, vse to ni šolstvo edino, ko to zaostajaš, tudi medicina. Vse sem rekel, zdravstvo. Ja, mislim, marsikaj zaostaja. Ful je zanimivo, jaz ne poznam nobenega, ki je rekel, koliko mu je njegova šola spremenila življenje, ki je bila boljša, ne vem, da je šel na neko šolo in ni šel v neko... Ja, ampak poznam pa zelo veliko primerov, ki nekdo reče, da mu je en učitelj spremenil življenje ali pa en profesor tisti, ki je spremenil, kako zdaj on gleda na svet. In tudi moja izkušnja je taka, da je bil en profesor tisti, ki recimo je naredil zelo veliko razliko na boljšem v mojemu življenju. In ja, jaz mislim, da če se bo stavilo na top 1% ali pa mogoče celo 1 promil profesorjev, učiteljev, da to bi lahko imelo huge impact. Ker za kasnejše izobraževanje, ne, mi dostikrat gledamo recimo neka predavanja na YouTubeu, ker so zdaj dostopna iz MIT-ja, iz Stanforda, iz Cambridgea. Ti imaš v bistvu najboljše profesore, ki je cel predmet posnet. Ne. In to je, če tako pomisliš, je to neverjetno, ne. Koliko stane, da se ti upišeš na Stanford, ne, ker je to 50,000 na leto ali nekaj takega. Ne. In ti imaš v bistvu tega profesorja, ki ti odpredava vse. Ne. Nimaš sicer papirja, ne, ampak vse, to je zastonj. Pogledaš 2 oglasa in gledaš. Ne. Ja, tukaj bo zdaj zelo zanimivo narediti nekako lepilo med tem, da imamo mi zdaj informacije, ki smo jih že nekako dobili, mi že imamo top informacije, posnete, dosegljive. Zdaj mogoče drug puzzle, ki bo tle pomemben je, in mogoče bo to nova vloga v neki prihodnosti trenutnih učiteljev, da bojo znali povezati to snov z tem, da motivirajo otroke, zakaj to poslušati. Tako da mogoče zanimiva funkcija v šolah bi bila ena definitivno to neko samozavedanje. Meni je zelo
bed, ko vidim, da večina tam malih reče, jaz grem v srednjo šolo za, ne vem, medicinsko sestro, zato, ker je socialna delavka rekla, ja, ti si pa taka. Tako da, verjetno sem taka. Ali pa od staršev dobiš te vzorce. Ali pa od staršev, ja. Jaz vidim, da večino ljudi tam mali v osnovnih pa srednjih šolah so v fazi, ko vse, kar vejo o sebi, je to, kar so nekako slišali, kaj si drugi mislijo o njih. In to je velikrat drugač, kaj so oni dejansko globoko v sebi. Ampak noben jih ne uspodbuja, da bi to iskali. Mogoče glih kontra, mogoče aktivno zatiramo to iskanje, to izražanje, da nekdo eksperimentira sam sabo. In to me zanima, kako bomo ta problem rešili, kako bomo rešili to, da tam mali dobijo prej neko samozavedanje. Kdo sploh sem jaz? O čem sem jaz dober? Ja, zato bi jaz naredil en predmet, mislim, da sem to tudi tukaj že govoril. Ampak, če pogledaš vse predmete, ki so zdaj, je tako, učni načrt je narejen, točno se ve, kje rasnov, kdaj, v kakšnem obsegu in tako naprej. In potem se učenci, ali pa dijaki se to učijo. In se morajo naučiti. In potem oni dobijo vprašanja in se jih testira, a so se zdaj to oni naučili. Jaz bi pa naredil predmet, kjer bi dijaki mogli spraševati. Se pravi, ti prideš tja in to bi bil predmet, kako deluje svet. Kako deluje svet. In ne, da ti mi zdaj povemo, ja, svet deluje tako. Ti prideš in moraš imeti vprašanja o svetu, o svoji okolici. In tam ti moramo vse povedati. Se pravi, če tebe zanima, kako jaz odprem bančni račun, bomo ti povedali, kako odpreš bančni račun. Če te zanima, kaj so davki, ti bomo povedali, kje se lahko naučiš več o davki. A veš, tako, zdaj je vse samo tako, zlijemo ti vse na glavo. Ne, mislim, radovednost je tudi tako, da ti sam moraš iti v eno smer. To je ful pomemben. In to je spet od navala. Včasih je bilo, se pravi, redko je bilo to, da si imel dostop do šolanja, da si lahko šel v šolo. To je bilo zelo redko, 300-200 let nazaj. Danes je to zelo dostopno. Nujno je v bistvu, obvezno. Nujno, obvezno, ja. Ampak zelo so dostopne informacije, recimo. Včasih informacije niso bile tako dostopne. Kar pa je zelo, zelo omejeno danes, je pa želja po učenju. Se pravi, da ti rečeš, jaz hočem se zdaj nekaj naučiti. Ful je mladih, ki enostavno ne vejo nič, kaj bi počeli. Jaz ne vem, kaj bi. Ja, kaj te zanima? Ja, ne vem, kaj me zanima. A veš, tako čist. Fortnite. K v nekem. Bod streamer. Vam povem ful zanimivo zgodbo, na katero sem že malo pozabil, pa sem se zdaj spomnil. Kako sem jaz v bistvu sploh pristal v biznisu, v podjetništvu. Mislim, da je to originalna zgodba, ki ima mogoče največji vpliv, zakaj sem se začel s tem ukvarjati. Mislim, da sem v Sam ne sme biti srečen, sem to pazil. Sem sam sebe zajebil. Lahko nadaljuješ. Se bom kar naslonil nazaj. Potem sem v drugem letniku srednje šole in profesor za neko računalniška smer, ni bilo računalniško, ne vem, kako se je že reklo. Pravi, a to v osnovni ali sorry? V srednji šoli. Mislim, da je bil drugi letnik. Drugi, max tretji letnik. Se začne pogovarjati z nami. Mi smo sami fantje v razredu in se začnemo pogovarjati tako v live, pred ali po neki uri. In pravi, fantje, pa vi veste, kdo je najbolj vpliven v tem svetu? Pa mi malo razmišljamo, recimo vpliven, ali pa kdo je finančno najbolj uspešen. Jaz sem, da takrat smo mi mislili, da najbolj bogati so športniki. Jaz se spomnim momenta, ki je on prvi, ki reče, ne, Ronaldo ti, oni so drugorazredni, nad njimi so lastniki klubov, lastniki Microsofta. In on je rekel, naslednja generacija najbolj uspešnih ljudi na tem svetu bo kombinacija tehnologije in podjetništva. In jaz sem drugi letnik srednje šole
In nekdo mi je mogel, mislim, zdaj se mi sliši banalno, da to mi nismo vedeli. Ampak to so bili neki drugi časi, mogoče malo tudi za metke neka socializma in internet se je še malo druga, mislim, ni bil še toliko razvit kot danes. In takrat sem rekel, to se misli, tako, šport sem malo zamudil, zdaj sem že prestat, da bi dal to najboljši v športu. Pa sploh dober v športu. Težko začneš pa 16-17 z večini teh disciplin se ukvarjati. Rekel, no, to je pa mogoče neka disciplina, ki je pa mene zanimala, ki imam še, ki je timing dober, da zdaj to štartam. In on je bil v bistvu, ni bil sistem, ki mi je dal to. Bil je nek profesor, ki si je vzel ekstra čas izven predmeta, da je dal nek tak, mislim, skozi tak banalen pogovor, ker sploh ne on vred, da nisem jaz imel, mislim, da nam to ni bilo tako jasno, koliko nam je danes. Mi smo takrat mislili, dobro, pač, če si uspešen športnik, to je maks, kar lahko v tem svetu dosežeš. Tako da profesori so life-changing nekateri. Ja, absolutno. Ali pa kakršnikoli ljudje, s katerimi imaš stik, ko si mlad. Ne? Vem, da sem en podcast poslušal, kjer je gospod razlagal o svoji o svojem težkem otroštvu. Oče je bil alkoholik, mama je bila tetraplegik, ki se je hotela ubiti večkrat. In se pravi, njegov trajektorij ali pa njegova pot je bila jasna, tako, ti ne boš uspešen v življenju, toliko imaš travm, že takrat je imel depresije, že takrat je bil res psihično na dnu. Ne? In je slučajno šel v neko Magic Shop, se reče, se pravi čarovniško trgovino, kjer prodajajo te karte za čaranje, in tam je ena gospa delala. In on se je začel s to gospo pogovarjati in ta gospa ga je v bistvu naučila, kot prvo, to je bila oseba, ki se je z njim pogovarjala, ki je njo zanimalo njemu, tako da on je tudi rekel, meni je bilo čudno, da sploh koga zanimam jaz, da se nekdo z mano ukvarja. Ne? In on je vsak teden šel k njej, in potem ga ona naučila, da ne spremlja občutke, naučila ga je meditirati. In on je rekel, to je bila točno ta točka, ki je meni spremenila pot v življenju. In on je zdaj, ne vem, na Stanfordu je profesor, naredil je ta center za sočutje. Dalai Lama je bil, ona dva sta frenda, tako zelo uspešen človek. BFF, hangata skozi. Ne, ful dobro se poznata. Mislim, da je Dalai Lama ena največjih donacij, ki je njegov fund dal, je bil v ta center za sočutje, ki ga ta gospod vodi. In to je res en tak primer, koliko imaš lahko ti zelo slabo, kako bi rekel, izhodišče. Slabo izhodišče. In v bistvu ena oseba ti ga totalno spremeni, če je v pravem času, na pravem mestu, s pravim sporočilom. In to se treba ful zavedati, da mladi so neka spužva, ki črpa stvari. In črpa stvari lahko v negativo in v pozitivo. Negativo so travme. Se pravi, nekaj se zgodi malemu v osnovni šoli in bo do konca življenja s tem imel težave. In v bistvu ta del osnovne šole, to, kar se pogovarjamo, je ključen za celo civilizacijo. Na kakšen način ti vzgajaš otroke, kakšne vrednote jim daješ in vse okoli tega.